Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dober večer. Prisrčno vas pozdravljam v čisto sveži zdravstveni oddaji televizije NET Halo zdravnik. Naj se sliši še tako izpeto, pa vendar vedno znova drži kot pribito. Zdravje je naše največje bogastvo. In prav zato se bomo na naši televiziji vsak četrtek zvečer posvečali zdravstvenim problematikam, ki bodo aktualne, zanimive in poučne, prav za vas, ki nas boste redno in radi spremljali. V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor bom v oddajah gostila različne strokovnjake z področja zdravstva, s katerimi bomo govorili o problemih, ki pestijo paciente, pa tudi zdravnike. Pod drobnogled bomo vzeli različna bolezenska stanja in težave ter posledice, ki jih prinašajo. Vsekakor pa bomo govorili tudi o preventivni skrbi za zdravje in vam postregli z mnogimi koristnimi informacijami. Sleherno oddajo boste lahko obogatili tudi vi, spoštovani gledalci in gledalke. Tekom oddaj bomo namreč sprejemali tudi vaše telefonske klice, tako da boste lahko kar v živo iz domačega naslanjača zastavili kakšno vprašanje našim gostom. Seveda o temi, ki jo bomo tisti večer obravnavali. Več o tem tudi v nadaljevanju, sedaj pa je čas, da vam razkrijem, da je prav gripa tista, o kateri bo nocoj tekla beseda. Počaščena sem, ker se mi je v studiu pridružil namestnik predstojnice oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor, asistent magister Zvonko Baklan, doktor medicine, specialist infektolog. Dober večer. Dober večer. Vesela sem, ker ste se odzvali povabilu in ste naš prvi gost v oddaji Halo zdravnik, ki verjamem, da bo postala stalnica naše televizije. Pa bomo začeli kar pri gripi in sicer me zanima, kaj gripa pravzaprav sploh je, kaj se takrat dogaja v našem telesu. Ja, gripa je bolezen, s katero človeštvo pravzaprav živi. Zdaj pač sovpada vaša oddaja dejansko s tem obdobjem, ko je vedno več bolnikov z gripa. Kakšna bolezen je to? Mislim, da veliko ljudi, morda vsi, smo že poskusili, kako to izgleda, ko človek zboli z gripa. Je pa to v osnovi virusna bolezen, ki jo pravzaprav ravno zato, ker se tako pogosto ponavlja, vsako leto pride gripa, ljudje in tudi strokovnjaki pogosto podcenjujemo. To je bolezen, ki jo že poznamo, nič posebnega, vendar pa gripa pride vsako leto v neki novi obliki, z novim obrazom, virus se vsako leto malo spremeni in povzroči bolezen, ki je malo drugačna, kot je bila tista v prejšnjem letu. In v dolgi zgodovini ob spremljanju se pa ta bolezen včasih pojavi v zelo različni obliki in takrat seveda dela pa velike probleme, veliko smrtnost. Če rečemo tako na splošno, kaj je vsaka tista običajna gripa, nekako velja, da v populaciji oboli nekje 3 do 10% prebivalstva. Nekateri bolj, nekateri manj hudo. In če pogledamo tisto zadnjo plat v svetu, so številke tam nekje povprečju okrog 500 tisoč ljudi vsako leto umre zaradi gripe. To nekako ocene. Je pa dejstvo, da lahko pri nekaterih ljudeh poteka blago, nekateri sploh ne poiščejo pomoči zdravnika. Pri nekaterih ljudeh, največkrat pri tistih, ki so starejši, imajo pridružene bolezni, pa dejansko gripa lahko povzroči hude težave, potrebne zdravljenje v bolnici in žal se včasih ne tako redko zgodi tudi, da bolnik umre. Torej, povzročitelji gripe so... Ja, povzročitelj gripe je virus gripe, za katerega je pa značilno, da se spreminja. Vsako leto pride drugačen tip virusa. Zdaj, če malo strokovno pogledamo, virus ima na svoji zunanji ovojnici 2 determinanti, 2 antigenski značilnosti, ki sta pomembne za celo dogajanje.
Lahko rečemo, da so to kot nekakšen ključ in ključavnica, ker mora imeti ustrezno mesto na celici, na katero se ta virus prilepi. Virus ne more preživeti sam v svojem okolju, lahko se razmnožuje samo znotraj celice. Se pravi, da povzroči bolezen, mora vstopiti v celico, se v celice razmnožuje, izstopi iz celice in napade nove celice. In tukaj je ta pomembna razlika, ravno zaradi teh, spet bomo uporabil izraz ključavnica pa ključ, različni virusi lahko pridejo samo na tisto celico, ki ima ustrezno ključavnico. In tukaj so velike razlike. Virus gripe je prisoten tudi med živalmi, tudi med ptiči, zlati pernate živali so pa nas, oziroma na področju gripe zelo pomembne, ampak na srečo vsi ti virusi ne morejo se nalepiti na človeško celico in ne morejo povzročiti bolezni pri ljudeh. Ko pa virus stopi v organizem, največkrat preko dihal, potem pa začne svojo bolezensko pot. Se razmnožuje v dihalih, najprej zgornja dihala, potem pa pride tudi v pljuča in povzroči bolezen, uničuje sluznico in povzroči te bolezenske težave, ki jih pač poznamo. In če se ustaviva še malce pri simptomih, tistih, ki so značilni za gripo? Ja, včasih je gripo težko ločiti od navadnega prehlada. Obe bolezni povzročajo virusi, s tem, da je prehlad v principu lažja bolezen, gre za težave, ki prizadenejo predvsem zgornja dihala, se pravi, smo nahodni, kihamo, malo nas boli žrelo, običajno nimamo vročine. Če pa se okužimo z virusom gripe, pa so prvi simptomi seveda lahko podobni, ampak potem se pa to kar hitro poslabša z visoko temperaturo, ki je lahko 39–40 stopinj, in že sama vročina, brez drugih težav, včasih zelo naporna za bolnika, se slabo počuti, ob tem so bolečine v prsih, pričnejo kašljati, bolijo mišice po celem telesu in te težave trajajo kar nekaj dni. Inkubacija je prav tako nekaj dni, rečemo običajno 3 do 4 dni od stika z virusom, potem se pojavi bolezen, ki traja tudi nekaj dni, tam 5 do 7 dni, in potem bolnik običajno potrebuje še kar nekaj časa, podobno nekaj dni do enega tedna, da se pravzaprav opomore od pravzaprav kar hude bolezni, ki jo povzroča virus gripe. Na kakšen način oziroma s katerimi sredstvi pa se gripa uspešno zdravi? Ja, če v medicini velja načelo boljše preprečiti kot zdraviti, in če za katero stvar velja to preprečevanje, je to za gripo. In preden se pogovarjamo o zdravljenju, mislim, da moramo še kaj povedati tudi o preprečevanju. Najprej seveda lahko bolniki oziroma vsi ljudje, ne bolniki, še preprečujemo takrat, ko smo zdravi, z svojim vsakodnevnim življenjem, obnašanjem, načinom prehrane, potem ko smo bolani, prav tako z načinom obnašanja, kako kašljamo, ker vemo, ko mi kašljamo, kihamo, s temi kapljicami izpljunemo, izkašljamo virus v svojo okolico in pomeni, moramo pokrivati usta, uporabiti robec, kašljamo tako, da si na hrbtno stran ali pa celo v rokav, zato ker potem s to roko, če imamo tako na roko, primemo kljuko, pridamo komu drugemu roko in seveda velika verjetnost, da mi ta virus prenesemo še na tiste osebe okoli nas, posredno ali pa neposredno preko kakih predmetov, kljuk. To so vse taki, bom rekel, nespecifični ukrepi preprečevanja. Če pa govorimo o specifičnih ukrepih, je pa to vsekakor cepljenje proti gripi. Tako da se lahko zavarujemo že preden bi sploh zboleli oziroma to nekako preprečimo. Se pravi, če pa enkrat do gripe pride, takrat jo lahko prebolimo brez zdravil? Zdaj, seveda, kaj mislimo kot zdravila? Če bolnik ima gripo, smo že povedali, ima običajno visoko temperaturo, vse ga boli in tak bolnik
potrebuje, zato da bo lažje prebolel sredstva proti bolečinam, proti vročini, so težave v žrelu pri požiranju, zelo neprijetne, težko uživa hrano, tekočino, je na razpolago spet kar veliko sredstev, ki lajšajo te težave. Ampak to niso zdravila v smislu zdravljenja gripe, ampak to so zdravila, ki nam lajšajo težave in pri večini populacij so to ukrepi, ki jih izvajajo tudi sami, čaj, tekočina, vemo, to je splošno znano. Seveda imamo pa tudi specifična zdravila, ki delujejo proti virusu gripe. Žal ta zdravila niso tako učinkovita, kot bi želeli, seveda kot bi želeli predvsem bolniki, da bi bili hitro zdravi in kot bi želeli tudi zdravniki, da bi imeli, če rečem malo v šali, čudežno zdravilo. Na splošno velja, da je z zdravljenjem virusnih okužb malo težje, kot je z zdravljenjem bakterijskih okužb. Bolniki poznajo, obolijo za angino, pljučnico, dobijo antibiotik in se stvar običajno kar hitro popravi. Pri zdravljenju virusnih okužb je pa stvar malo težja, v osnovi predvsem zaradi tega, ker so virusi malo drugačni mikroorganizmi in smo že povedali, ne živijo in se ne razmnožujejo sami, razmnožuje se znotraj človeške celice ali pa neke druge celice in če mi hočemo delovati na te viruse, preprečiti razmnoževanje, moramo delovati znotraj te celice. Ampak zdaj, če govorimo o gripi ali pa tudi o kakih drugih virusnih obolenjih, pa bomo za primerjavo omenili samo okužbe z virusom HIV, je v zadnjih 10 letih kar velik napredek na tem področju, no in tudi za virus gripe imamo na razpolago zdravila, za katera lahko rečemo, da zmanjšajo težave, zmanjšajo trajanje, zmanjšajo kužnost bolnika, pomeni, da ob tem bo okužil manj ljudi in predvsem je manj vseh zapletov. Je pa seveda pomembno, da s tem zdravljenjem za gripo pričnemo dovolj zgodaj, ko še ni okuženih, napadenih toliko celic človeških, ker je že nastala velika količina virusa, takrat je učinkovitost tega zdravila bistveno manjša in tako v praksi nekako velja, da za temi zdravili proti gripi uspešno zdravimo gripo oziroma lajšamo težave gripe, če jih damo dovolj zgodaj, nekako velja znotraj prvih 2 dni od okužbe. In kako dolgo običajno traja prebolevanje gripe in kako dolgo smo potem še kužni? Ja, kužni smo pravzaprav kar dolgo časa, je pa pomembno, koliko je tega virusa. Največ virusa imamo v sebi, v sluznicah dihal, ki ga potem tudi izločamo s kašljem, kihanjem v svojo sredino v prvih dneh. Potem se pa število tega virusa zmanjšuje in tudi vsebina oziroma vsebnost virusa je bistveno manjša. Lahko je pa virus prisoten kar dalj časa, tudi takrat, ko naši simptomi, težave že postopno izvenevajo. Če bolnika zdravimo s temi zdravili proti gripi, zdravljenje traja običajno 5 dni, nekako ocenjujemo, da po 3 dnevih zdravljenja je količina virusa tako mala, da takšen bolnik skoraj da ni več kužen. Pri bolnikih, ki pa to prebolevajo po običajni poti, če rečem tako, brez zdravil, pa gripa traja 5 do 7 dni in tam 3 do 5 dni je to število virusa v izpljunkih kar veliko, potem pa začne to število pomembno upadati. Lahko pa pri posameznih bolnikih, ki že v tej fazi rekonvalescence, še vedno najdemo število virusa, virus v dihalih, ampak je na srečo tega tako malo, da se ocenjuje, da ni več pomemben vir za okužbo, za širjenje tega virusa v okolico. Pa po vaših izkušnjah veliko ljudi, ki prebolevajo gripo, potrebuje tudi bolnišnično oskrbo? Ali so to redkejši primeri, ko postane zadeva tako huda, da je potrebna hospitalizacija? Za gripo bolijo vsi, od otrok do starejših ljudi, tisti, ki so sicer zdravi, pa seveda tisti, ki imajo že pridružene bolezni. In seveda gripa pri nekem starostniku, 80-90 let,
ni enako kot gripa pri nekom, ki je star 20 let. In to je zelo pomembno. Številne bolezni, ki jih ima takšen starostnik, se ob prebolevanju gripe lahko poslabšajo in je potem potrebno zdravljenje v bolnici pravzaprav zaradi zapletov osnovne bolezni, poslabšanja zdravstvenega stanja zaradi vseh teh pridruženih bolezni in seveda tudi pri teh bolnikih sama gripa težje poteka. Težko je oceniti, pri kom je potrebna. Vemo, da so sploh v preteklih letih bili različni virusi se pojavljajo v preteklih letih, tudi tipi virusov, ki pa so bolj ogrožali mlade ljudi. Ena od takih skupin v zadnjih letih so bile nosečnice, ki bi sicer pričakovali, da so zdrave, pa se je ugotovilo, da je ravno pri njih bila verjetnost težjega poteka gripe bistveno večja kot sicer pri drugih, ne. Ali pa recimo osebe, ki so zelo debele. Tudi to so pokazali statistični podatki, da pri njih je gripa bistveno težje potekala kot pri nekaterih drugih. Vsekakor pa so to starejši bolniki, bolniki s pridruženimi boleznimi, tisti, ki pogosto potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. Tako nocoj torej govorimo o gripi in če se je tudi morda komu izmed vas, ki nas spremljate preko malih zaslonov, porodilo kakšno vprašanje na temo gripe, je prisrčno vabljen, da nas pokliče v živo v naš studio na telefonsko številko 02 620 3737 in lahko zastavi kakšno vprašanje našemu strokovnjaku. V studiu namreč gostimo doktorja Baklana. Tako, mene pa zanima, če se iz nepozdravljene gripe lahko razvije tudi kakšna hujša bolezen? Ja, zdaj čisto v medicini nepozdravljena gripa, nekak izraz, ki ga ne poznamo. Gripa ima pač svoje zakonitosti, lahko dela tudi težje okužbe, prizadene dihala, pljuča, povzroči pljučnico. In takšen bolnik je bolj dovzeten, mi rečemo za sekundarne, za dodatne bakterijske okužbe. Velikokrat vidimo, da ima bolnik najprej gripa, pride do enega izboljšanja, potem pa pride do poslabšanja, ki je posledica te dodatne okužbe. Zdaj, težko bi govorili o nepozdravljeni gripi, ker gripa pač poteka. Velikokrat pa je dejansko gripa tista, ki pomembno pripomore k temu, da pride do neke dodatne bakterijske okužbe dihal, do tiste klasične pljučnice in običajno tudi te pljučnice potem nekoliko težje potekajo kot pljučnice, ki jim ne predhodi okužba z gripa. Že prej ste omenili, zdaj se je ravno pravzaprav začela sezona gripe tudi pri nas v Sloveniji. Kako to občutite, se pravi zdravniki v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor? Je zasedenost postelj večja? Ja, definitivno. Zdaj, gripa pride, tako kot smo že rekli, vsako zimo, tudi po spremljanju teh podatkov, je vrh običajno tam nekje konec januarja, začetek februarja. Letos vsaj v Mariboru ugotavljamo nekako bolj zgoden pojav gripe. Če primerjamo število bolnikov, bi lahko rekli nekje 2 do 3 tedne prej kot običajno. Tudi drugje v Sloveniji je ta pojav gripe v nekem večjem obsegu nekoliko prej, kot je bil prejšnja leta. Zdaj upamo, da to samo pomeni, da se je gripa pojavila malo prej, da to ne pomeni, da bomo še vrh dosegali čez 2 do 3 tedne, ker potem bo teh bolnikov še bistveno več. Težko napovedujemo, kaj se bo dogajalo, ampak definitivno, zdaj govorim za področje Maribora oziroma UKC Maribor, že v zadnjem tednu, v zadnjih 10 dnevih ugotavljamo pojačan priliv bolnikov z znaki okužbe dihal. V Mariboru je pač neka specifika za primerjavo z Ljubljano. Tukaj bolniki prihajajo v več različnih ambulant, prihajajo v internistično urgentno ambulanto, prihajajo na oddelek za nalezljive bolezni, prihajajo tudi na pljučni oddelek. In če bi mi vse te številke sešteli, bi pravzaprav, ker danes so se v medijih pojavile neke številke, ampak to so številke samo z enim
od teh centrov. Številke so še večje, dodatno so seveda otroci, ki se zdravijo na oddelku za pediatrijo. Že v začetku lanskega tedna smo v UKC Maribor sprejeli prve ukrepe, tudi dodatne prostore, s sodelovanjem različnih oddelkov, konkretno je tukaj šlo za oddelek za kožne bolezni. Nekako rešujemo ta problem z namestitvijo bolnikov, z dodatnimi postelji na oddelkih, ki v tistem trenutku niso tako zasedeni. Je plan pripravljen za naprej, tudi še na druge oddelke, če bi seveda bilo potrebno več teh postelj. In jutri bo ravno en tak sestanek, je dogovorjeno, recimo kot stand-by, tudi kar se kadre tiče, sproti se preverja stanje, kakšne so potrebe, no in potem se pač prilagajamo. Znotraj bolnišnice iščemo prostore na oddelkih, ki so v tistem trenutku manj zasedeni, ki omogočijo, da se potem bolniki z gripo zdravijo pač tudi na tistih oddelkih. Tako, mislim pa, da je z nami že prvi klicatelj. Dober večer, komu? Dober večer. Pozdravljeni. Kdo je z nami? Iz Nove Gorice kličem. Dober večer. Kar izvolite zastaviti vprašanje? Rada bi vprašala, sem imela gripo, 6 dni sem imela vročino 38, sem bila namreč tudi cepljena. Zdaj se mi stanje izboljšuje. Bi pa rada eno stvar vprašala. Po noči me zajame tak kašelj, ne? Suh šičer, malček že se mi drobi, ne? In ob tem mi pride, da se komaj oddahnem. Ko da bi mi hotelo zmanjkavati zraka, ne? In se bojim, ko da bi se imela zadušiti, tako me pride, eko. Rada bi vedela, kaj nam v tem primeru naredim, ker enkrat eno leto mi je prišlo že tako, da sem kar kričati začela in se nisem mogla oddahniti. V tem primeru, kaj bi storila? Zahvaljujem se vam za vprašanje. Doktor Baklan? Ja, gospa je žal, je povedala, da je bila cepljena proti gripi in je očitno še zbolela tudi. Zdaj težko potrdimo, je bila gripa ali je bila kakšna druga okužba dihal, tudi ni čisto jasno, kako je bilo to diagnosticirano, predvsem pa ne vemo, kdaj je to bilo. Težave, ki jih pa navaja, pa so pravzaprav kar običajne pri bolnikih, ki prebolevajo gripa. Težave s težkim dihanjem, občutkom pomanjkanja zraka. Povedala je, da je imela 6 dni vročino 38, da je zdaj vročina padla, ne vemo pa, kdaj je to bilo. Vsekakor takšne težave s kašljem, težkim dihanjem, občutkom pomanjkanja zraka lahko trajajo še kar nekaj dni, tam do enega tedna po prebolevanju gripe. Je pa na osnovi tega težko povedati. Če gospa nima vročine, verjetno ni prišlo do dodatne okužbe dihal, bakterijske okužbe. Ne vem, ali ima gospa v osnovi kako obolenje pljuč. Vemo, da so bolniki, ker si to povedala, ponavlja, lahko da imajo bolniki kak kronični bronhitis, kakšno astmo. In pri vseh takih bolnikih se pa seveda tisto splošno stanje poslabša ob prebolevanju gripe. Na osnovi tega, kar je gospa povedala, bi zdaj težko povedali, predvsem je pa pomemben čas. Če je bila ta gripa oziroma okužba dihal pred nekaj dnevi, lahko rečemo, da nekaj dni te težave še lahko trajajo. Vkolikor bi se pa dejansko poslabšale, vkolikor bi gospa dobila temperaturo, potem pa seveda potrebne dodatne preiskave, da se oceni, kaj se pri gospe dogaja. Na osnovi tega, kar je povedala, pa zdaj težko povedati, kako in kaj. Pa tudi predvsem, ali ima neke ponavljajoče težave s pljuči, pred leti je imela že, se to zelo pogosto ponavlja, potem lahko gre tudi za neko osnovno pljučno obolenje, ki se pač ob gripi poslabša. Tako. Če se morda dotaknem še izrazov pandemija in epidemija v povezavi z gripo, kako se kažeta in kako se med seboj razlikujeta? Poznamo več teh različnih izrazov za gripo. Zdaj, tisto, kar je vsako leto, rečemo sezonska gripa.
najbolj pomembna razlika med vsemi temi je pravzaprav število bolnikov. Vsako leto pride sezonska gripa, ki povzroči obolevnost, tako kot smo rekli, nekje 3 do 10% populacije. Če je na nekem območju teh bolnikov bistveno več, lahko je to posamezna država, lahko je neko to področje, potem govorimo o epidemiji. Takrat, ko je res veliko bolnikov, ko so zasedene zdravstvene oskrbe, ko zaradi bolniških začnejo, bom rekel tako, pešati tudi kakšne druge službe, javne službe in tako naprej na nekem ožjem področju, takrat govorimo o epidemiji. Običajno je to še vedno tip gripe, ki je znan, ki ga tudi cepiva običajno vsebujejo, je pa v nekem okolju prišlo do povečanega števila bolnikov. Vkolikor pa se pojavi nek novi tip gripe, ki ga cepivo ni vsebovalo, na katerega ljudje, če tako rečem, nismo prilagojeni, nismo navajeni, ko je nek povsem nov tip, pa pride do pandemije, to pa pomeni, da se pravzaprav po celem svetu pojavljajo primeri bolnikov z tipom gripe, ki do takrat med ljudmi ni bil prisoten. Najpomembnejša razlika je torej v številu in pa v tistem povzročitelju. Pandemija povzroča tip virusa, ki še do takrat med ljudmi ni bil prisoten, in od tipa tega virusa, od agresivnosti tega virusa je zelo pomemben izhod. Zdaj, če malo pogledamo v zgodovino, ta znana pandemija pred 100 leti, po nekaterih ocenah tudi do 50 milijonov bolnikov umrlo zaradi težkega poteka. In to je to, kar se pravzaprav vedno bojimo, da se bo pojavil kakšen tak nov tip virusa, nevarnost je realna, in da bo potem povzročil tako veliko smrtnost. Kdaj bo, kateri tip bo, pa ne vemo. Ker nocoj torej rdeča nit naše oddaje predstavlja gripa, bi seveda bilo prav, da omeniva tudi ptičjo gripo. Kaj bi nam lahko povedali o slednji? Glejte, virus gripe povzroča bolezen tudi pri živalih. Še največ je teh primerov med pernatimi živalmi, ali pa če rečemo kar med ptiči. Tako kot pri ljudeh, lahko tudi pri njih poteka različno. Od tega, da povzroča veliko smrtnost, sploh v kakih farmah, potem seveda velika ekonomska škoda, pa do relativno blagega poteka, oziroma so lahko ti, spet bom govoril o ptičih, gre pa za pernate živali, predvsem prenašalci tega virusa. Zdaj, ena stvar je vezana na ekonomske razloge, na veterino, druga, morda še bolj pomembna zgodba, pa je vezana na to, kar smo že nekako omenili, na pandemijo. Že v začetku smo omenjali, virus ima neke svoje karakteristike in se lahko prilepi na celico samo, če pride do ujemanja kot ključ in ključavnica. Na srečo, ti virusi, ki krožijo v živalskem svetu, krožijo med ptiči, nimajo teh lastnosti, da bi se lahko prilepili na človeško celico in povzročili bolezen. To da. Tisti virus pred 100 leti, ki je povzročil tisto znano špansko gripo, so ugotovili znanstveniki, glede na vzorce iz tistega časa, je šlo za virus iz ptičjega sveta, ki je pridobil lastnost, da se lahko širi med ljudmi. In to je ta nevarnost, zaradi katere tudi danes strokovnjaki skrbno spremljajo dogajanje v ptičjem svetu, kaj se dogaja s temi virusi ptičje gripe. Teh virusov je več, ne samo eden, so zelo različni. In najbolj nevaren je virus, spet po znakah, ki ga govorimo, H5N1. To je virus, ki ga poznamo že dobrih 20 let. Pojavil se je v Hongkongu, pa Kitajska in v tistem svetu in se pojavlja še vedno znova. Ampak podatek, ki je pomemben, za ta virus
po zbranih podatkih je obolelo okrog 900 ljudi in nekje 450 teh ljudi je umrlo. Pomeni smrtnost tega virusa. Če ta virus pridobi to dodatno lastnost, da se lahko širi med ljudmi, je 50%. In še enkrat, to je virus, ki je prisoten v živalskem svetu med ptiči, ni neka eksotična samo dogajanje tam na Kitajskem. Bolnike, ki so umrli zaradi tega virusa, so bili in jih je še vedno v zadnjih letih največ v Egiptu, bili so posamezni bolniki, ki so umrli tudi v Turčiji. To so dežele, ki niso tako zelo daleč od Evrope in se ta virus pojavlja tudi v naši sredini. Še enkrat, gre za posamezne primere, kjer so ti bolniki praviloma živeli v nekem tesnem stiku z živalmi. Zaradi socialnih, kulturnih, ekonomskih razmer v teh okoljih velikokrat ljudje živijo v istih prostorih z živalmi. In potem je večja verjetnost, da ta virus iz živali, iz perutnine preskoči nekako na človeka in povzroči bolezen. Ampak še enkrat bom poudaril to stvar, ki je pomembna. Dokazanih je cirka 900 bolnikov, ki je bilo okuženih s tem virusom in smrtnost tega virusa pri ljudeh je cirka 50%. In to je to še enkrat, kar predstavlja nevarnost za človeštvo, zakaj se tako spremljajo ti virusi ptičje gripe, zakaj so vsi taki drastični ukrepi, vkolikor se pojavijo ti virusi, da je potrebno to perutnino pač ubiti, eutanizirati, zaradi tega, da se ne širi med perutnino in tudi zaradi potencialne nevarnosti, da se morda ta virus pridobi nove lastnosti, to lastnost, da se lahko, bom spet uporabil izraz, nalepi na človeško celico in povzroči eno tako zelo nevarno smrtonosno bolezen. Tako, v oddaji Halo zdravnik nocoj govorimo o gripi in če imate tudi vi kakšno vprašanje, vas vabim, da nas pokličete na telefonsko številko 02 620 3737 in zastavite vprašanje na temo gripe mojemu današnjemu gostu, dr. Baklanu iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Tako, že prej smo na kratko omenili cepljenje kot neko preventivno dejanje, da se zaščitimo pred gripo. Kdaj je tisti čas, ko je najbolj ugodno, da se cepimo, da se zavarujemo pred tisto glavno sezono gripe? Primeren čas je seveda v jeseni pred prihodom gripe, ampak vseeno mislim, da bi morda še nekaj več morali spregovoriti o cepljenju. Definitivno je to ukrep, ki je koristen, ki se priporoča. Cepljenje je priporočeno za vse, še posebej pa za tiste bolnike, za tiste osebe, pri katerih lahko pričakujemo težje potege gripe. Žal, cepljenje ni 100%. Gospa je omenjala, da je bila cepljena proti gripi. Žal, spet ponavljam, pri osebah, pri katerih bi bilo to najbolj potrebno, je uspešnost slabša, učinkovitost tam 60-70% pri starostnikih. Ampak to je tisto, kar imamo. Drugih preventivnih ukrepov nimamo. Govorimo o preprečevanju okužbe. Bistveno višje vrednosti pa so, če se pogovarjamo o tem, težji potegi gripe, potreba po zdravljenju v bolnišnici, verjetnost dodatne bakterijske okužbe in tudi posledično morebitni smrti. Tukaj so pa pomembno boljši pokazatelji pri tistih, ki so se cepili, zmanjšamo vse te zaplete in zmanjšamo smrtnost. Vsekakor, smo že rekli, cepljenje je priporočljivo za vse, vsekakor pa za tiste, ki so starejši. Običajno se omenja starost 65 let, ampak sploh v zadnjih dneh srečujemo veliko bolnikov,
tam pri 80-ih, 90-ih letih, a veste, in ko vprašaš, se cepljen proti gripi, ali pa vprašamo sorodnike, niso cepljeni proti gripi, dejansko bi bil potek ali pa verjetnost okužbe pri teh osebah bistveno manjša, če bi bili cepljeni proti gripi. Še nekaj moramo povedati, v Sloveniji splošno klima, vzdušje proti cepljenju ni najbolj ugodno. So številni strokovnjaki ali pa mogoče tudi nestrokovnjaki, ki nasprotujejo cepljenju, pa zdaj ne samo cepljenju proti gripi, tudi kakšnim drugim cepljenjem. Tukaj bi samo rad povedal en podatek, ki je bil leto ali dve nazaj na to temo na Evropskem srečanju, kjer je en strokovnjak točno tako povedal. Nasprotniki cepljenja so v 21. stoletju. Mi smo pa s cepivi že v 22. stoletju. Način izdelave cepiva je bistveno drugačen, kot je bil pred 30 ali pa 50 leti. In razni nasprotniki cepljenja še mahajo s kakimi podatki tam o vojakih iz Vietnama, pa zalivske vojne, pa tako naprej. To je zgodovina. Cepiva so danes bolj varna, bolj učinkovita. Žal pa nobena stvar ni 100%. Verjemite, da se medicina, strokovnjaki trudijo, da bi bilo cepivo bolj učinkovito. Cepivo za gripo, vsakoletno cepivo vsebuje cepivo proti 3 različnim tipom virusa, za katere se ocenjuje, da bodo v tisti sezoni povzročali gripo. In tudi v sezoni, zdaj pa ali to sezonska gripa ali pa kakšna druga, vedno kroži več tipov gripe, ne samo en tip. Običajno en tip, ki prevladuje, je pa potem več tipov gripe v nekem obdobju na nekem mestu in z veliko verjetnostjo, in tudi letos je tako, je cepivo učinkovito. In žal so v Sloveniji je delež cepljenih nizek, če povemo, da pri starostnikih po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije bi naj bila precepljenost starostnikov 70%, pri nas so pa te številke 10 do 15%. Tukaj je potrebno še veliko pogovora, prepričevanja ali pa tudi, bom rekel, zgleda. Samo povem, zdaj ob tej priliki, vsi zdravniki na oddelku za nalezljive bolezni smo cepljeni proti gripi. Tako, jaz pa mislim, da imamo že nov telefon, ki ga bomo sprejeli. Dober večer, komu? Dober večer obima. Dober večer, gospa. Kdo kliče? Tukaj pa Ivana Lapuh. Pred 10 dnevi sem zbolela za gripo in za pljučnico, ne? Potem sem šla zdravniku, sem dobila tablete Sumamed za pljučnico, ne? In mene zanima zdaj, koliko časa se to zdravi. Dam se pa vsako leto cepiti proti gripi, tako kot pa letos, pa še nikoli nisem bila takoj bolana za pljučnico, ne? Mene zdaj to zanima, koliko časa to traja in povrh tega me pa še želodec zelo boli, moram jemati Ultop zjutraj in Ultop zvečer. Tako, jaz se vam zahvaljujem za vprašanje, dr. Baklan. Zdaj, če sem prav slišal, je gospa rekla, da je zbolela pred 10 dnevi. Težko, da je kar hkrati bila gripa, pa že kar bakterijska pljučnica. Verjetno je najprej imela gripo in potem očitno po oceni zdravnika sekundarno bakterijsko okužbo. Antibiotik, ki ga je prijela, je ustrezen, ga dajemo. Zdaj, trajanje antibiotika, konkretno tega, ko ga je prijela, je pa običajno 5 dni. Zdaj, ali ga jemlje, ali ga je, malo težko rečemo. Antibiotik, ki ga prejema, ima značilnost, da se nekako kopiči v organizmu in po 5 dnevih uživanja tablete ima terapevtsko obdobje 10 dni. Se pravi, težave z želodcem verjetno niso povezane s tem zdravilom, ker ga je verjetno že nehala jemati. To je pa tudi vse, kar lahko rečem. Zdaj, če zadeva trajaš 10 dni in je gospa vedno bolj bolana, če ima temperaturo, potem je lahko povzročitelj kakšna druga bakterija. Vemo, da so danes vse bakterije vedno bolj odporne na antibiotike. Morda potrebuje kakšen drug antibiotik.
Same težave z želodcem pa verjetno niso toliko vezane spet na samo gripo, lahko gre. Vemo, da imajo danes številni bolniki težave z želodcem, preveč kisline, vnetje želodčne sluznice, rano. Gre spet za neko zgodbo, kjer je gripa poslabšala neko preobstoječe dogajanje in ne za samo delovanje gripe. Čeprav pa gripa včasih lahko dela prebavne težave, tudi drisko, da bi pa te težave bile po 10 dnevih želodec, pa direktno gripa, pa mislim, da je malo manj verjetno. Spet podatek, ki ga je povedala, vsako leto se cepi za gripo, pa zboli. Vseeno moramo povedati nekaj. Virus gripe je eden od številnih povzročiteljev okužb dihal. Če bolnik se cepi za gripo, pa zboli za nekimi znaki okužbe dihal, ni nujno, da je to gripa. Številne povzročitelje, virusne povzročitelje poznamo, ki lahko delajo okužbe dihal. In tako da vsi ti podatki o neuspešnosti cepljenja, tako kot izpade, morda niso pravi. Govorimo zelo na pamet, potrebno bi bilo narediti teste in tudi težave, kot jih ima zdaj, a so bile preiskave, niso bile preiskave narejene, težko ovrednotiti o tej sekundarni bakterijski pljučnici, težko oceniti. Kot smo že rekli, vkolikor težave trajajo gripa recimo en teden, pa še nekaj časa, da si jo pomore. Če je bila bakterijska okužba, podobno velja nekaj časa, ampak če že 10 dni traja, je pa potrebno preveriti. Koliko so znaki okužbe dihal, visoka temperatura, izpljunek, potem vsekakor rabi dodatno obravnavo. Če je pa glavna težava želodec, je pa to verjetno neka druga zgodba, ki pač ni direktno odvisna od gripe. Že prej ste omenili, da je nekako najbolj ugoden čas za cepljenje proti gripi v jesenskem letnem času, pa vendar me zanima, ali smo še dovolj zgodnji, če bi se v teh dneh dali cepiti proti gripi, se lahko temu uspešno izognemo? Ja, v bistvu še. Dejstvo je, da takoj, ko se mi cepimo, organizem potrebuje nekaj časa, da naredi zadosten zaščitni titer proti teles in da nas ta protitelesa ščitijo, ko pridemo v stik z virusom. V praksi nekako rečemo, da je to nekje 2 do 3 tedne po cepljenju. Velja, da tudi v tem obdobju še čas za cepljenje, ni pa seveda idealen. Idealno se je cepiti prej, preden pride gripa, da smo takrat v tistem obdobju, ko gripa pride, mi seveda že zaščiteni, da imamo ta protitelesa. Ni pa še prepozno ravno iz razloga, ker mi v tem trenutku še ne vemo, a smo na vrhuncu, verjetno še ne. Pomeni, da večji naval še prihaja v naslednjih 2-3 tednih. Običajno je dejansko v tej prvi polovici februarja bilo največ primerov. Se pravi, tudi v tem obdobju je še čas za cepljenje. Vsekakor pa cepljenje prepozno, če zboli nekdo v naši okolici, pa mi tečemo k zdravniku, zdaj bi se pa cepil, da bom dobil gripo. Da ne bom dobil gripe, to je pa seveda prepozno, ker ko smo mi bili v stiku z bolnikom z gripo, je velika verjetnost, da bomo v naslednjih dneh, 3-4 dneh zboleli za gripo in tukaj nam pa cepljenje ne bo pomagalo. Ali lahko morda našim gledalcem in gledalkam postrežete s podatkom, kje vse se lahko cepimo proti gripi? Tisti pravi naslov, je to pot do našega osebnega zdravnika, ki nas kam napoti, ali kako drugače? Glejte, cepljenje za gripo se izvaja na različnih mestih. Številni izbrani zdravniki cepijo svoje bolnike, ampak ne vsi. To je odločitev zdravnika, ki pač mora izpolniti neke določene pogoje. Seveda bi bilo idealno, da zdravnik, ki pozna svoje bolnike, tudi priporoča, svetuje, da jih lahko cepi, ampak tako kot smo rekli, določeni izbrani zdravniki imajo ta cepilni program in cepijo svoje bolnike. Drugače pa je cepilno mesto v Mariboru na nacionalnem zavodu, na Prvomajski, kjer je cepilni center, kjer se lahko pridejo vsi cepiti brez naročanja. Je potrebno povedati seveda, da je cepljenje proti gripi potrebno plačati oziroma en manjši prispevek, ne vse, samo to vrednost cepiva.
to so ti centri, ni nobenih vrst ali karkoli. Je pač priporočeno dovolj zgodaj, se pravi v jeseni, začetku zime, da smo takrat, ko se pojavi gripa, zaščiteni, da imamo že protitelesa, ki nas lahko ščitijo pred okužbo. Tako da lahko povzamem, da se je potrebno cepiti proti gripi vsako leto, nekje eno leto, torej drži cepivo. Prvi razlog je ta, da se virus gripe spreminja. Vsako leto je tip virusa nekoliko drugačen. Nekoliko drugačen in zato je sestava cepiva vsako leto drugačna. Zato, kot smo že povedali, se sestavlja drugačno cepivo in je potrebno cepiti bolnike vsako leto znova. Tako, če ima še kdo izmed naših gledalcev kakšno vprašanje, naj še enkrat povem, da je telefonska številka 0262 3737 tista prava, na kateri boste lahko dobili odgovor na svoje vprašanje na temo gripe. Že uvodoma sem omenila, da ste namestnik predstojnice oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, pa me zanima, ali nam ga lahko na kratko predstavite, ali je trenutno gripa tista, ki je v večini kriva za to, da imate veliko število bolnikov, ali so seveda prisotne tudi druge bolezni. Glejte, klinični center Maribor je velika ustanova, kjer se zdravijo različni bolniki in seveda je veliko tudi drugih bolnikov, definitivno. Je pa v tem obdobju poleg vseh teh rednih bolnikov, od poškodovancev, drugih obolenj, infarktov, poleg vseh teh pojačano število teh bolnikov, ki imajo okužbe dihal. Žal je veliko število teh bolnikov z okužbo dihal tistih, ki potrebujejo tudi zdravljenje v bolnici. Rekli smo, da so to velikokrat starejši bolniki, ki imajo številne pridružene bolezni, poslabšanje osnovne bolezni in težji potek same okužbe dihal. Velikokrat potrebujejo ti bolniki dodatno zdravljenje s kisikom, vse tiste ukrepe, ki jih pravzaprav izvajamo. Velikokrat pride do takšnega stanja, da bolniki potrebujejo tudi zdravljenje, rečemo na respiratorju, pomeni, da jih je potrebno priključiti na umetna pljuča. Tukaj se pa srečamo s problemom, ki je pač znan, prostorske omejitve, prostorske danosti, zdaj in same postelje in vseh teh pripomočkov, aparatov. Seveda bi si želeli, da bi bilo tega več. Se pa trudimo, tako kot smo že omenil, poskrbeti za te bolnike po najboljši moči s sodelovanjem internistov, infektologov. Nameščamo jih na oddelke, kjer trenutno ni zasedenosti, kjer lahko pač damo te bolnike z okužbami dihal. Poskušamo pač narediti to, kar lahko naredimo. Zanima pa me tudi to, trebušna gripa. Ali je podobnost s sezonsko gripo zgolj v imenu? Trebušna gripa, pravzaprav to, kar se med ljudmi reče, nima neke povezave z gripo. Čeprav je res, da lahko gripa včasih dela prebavne težave, ampak v povezavi z znaki okužbami dihal. Največkrat pa se to prenese ravno iz tega. Ljudje poznamo gripo, težave in pripisujemo podobnim težavam, ki jih pa povzročajo drugi virusi. Tudi ta izraz, imam pa trebušno gripo, ki jo povzroča nek drugi virus, zaradi katerega ima bolnik prebavne težave, krče, slabo počutje, bolečine po mišicah in sklepih, ker ljudje pač z gripo živimo že leta in leta in imajo pač neko izkušnjo in zato se to preneslo tudi v ljudski jezik. Ja, zdaj imam pa trebušno gripo. Sta pa to največkrat sta to dve različne bolezni, različne povzročitelje. Včasih pa še enkrat lahko imajo bolniki z gripo, z okužbami dihal tudi prebavne težave. Tako da vedno ni narobe, v večini primerov pa gre za drug virus.
Ali bi lahko rekli, da je večja možnost, da se z gripo okužijo otroci ali odrasli, ali je tukaj približno enako razmerje možnosti za okužbo? Ja, možnosti za okužbo so pravzaprav enake, ne. Odvisno od načina življenja, vemo, zakaj se zdaj virus pojavlja več pozimi, zakaj ga ni poleti, je več dejavnikov. Ena je lastnost samega virusa, nekako bolj mu ugaja hladno vreme, pa bolj suh zrak, se hitreje razmnožuje, bolj odporen. Po drugi strani smo pa ljudje v tem zimskem času več v zaprtih prostorih, manj se gibamo, manj zračimo stanovanja. No, in če zdaj gremo spet na otroke, vemo, v vrtcih so zbrani higienski ukrepi, higiena kašlja pri otrocih. Težko jih male otroke prepričamo, kako naj pokrivajo usta, kako naj kašljajo, kako se morajo roke umivati, ne. Tako da, kar se tega tiče, saj to je znano, pa ne samo za gripo, vse okužbe dihal, virusni povzročitelji se zelo hitro prenašajo v nekih sredinah v otroškem vrtcu. Drugače pa bi težko rekli, da so nekateri bolj dovzetni kot drugi. Gre največkrat bolj zaradi načina življenja, okoliščin, okolja, v katerem se gibamo. Koliko stare otroke pa že lahko cepimo proti gripi? Proti gripi lahko cepimo otroke od 6. meseca naprej. Nekih ni zadržkov. Podobno velja tudi, mogoče še kaj rečemo o zdravljenju gripe, podobno velja tudi za zdravljenjem za to zdravilo s Tamiflujem, ki pomembno zmanjša zaplete. Tudi velja, da vsi bolniki, ki se zdravijo v bolnici zaradi gripe, ker ocenjujemo kot težji poteg gripe, zato smo jih sprejeli v bolnico, vsi ti bolniki prejmejo v terapiji to zdravilo Tamiflu. Znano je zdravilo, ki je najbolj razširjeno. Je treba povedati, da imamo več teh različnih zdravil, so lahko v inhalacijah. V zadnjem letu, dveh poznamo tudi zdravilo, ki se daje v žilo pri tistih res zelo bolanih. In še, če se pogovarjamo sploh v sedanjih razmerah v mariborski bolnišnici, ko je težko pravzaprav ločiti vse te bolnike, pa lahko to zdravilo uporabljamo tudi v preprečevanju. Pomeni bolnik, ki je v bolnici, pa je potem v sobi nekaj dni bil ali pa, ker niso bile druge možnosti, v stiku z bolnikom z gripo prejme preventivno to zdravilo, da ne bi obolel za gripo. Torej, preprečevanje gripe tudi za zdravili, ne samo s cepljenjem. Eden od ukrepov, ki ga uporabljamo. Pa ima recimo zdravilo Tamiflu možne tudi kakšne hude stranske učinke, ali se nam tega ni potrebno bati? Ja, gledajte, spet, če uporabim, čudežnih zdravil ni. Tamiflu ima lahko kakšne stranske učinke in pri odločitvah o terapiji vedno tehtamo korist in škodo. V večini primerov korist odtehta morebitne stranske učinke, tako da zdravilo priporočamo. Še največ dilem se nam pojavlja pri nosečnicah, predvsem zaradi okvare ploda. Tudi nosečnicam se zdravilo priporoča. Običajno se nosečnicam malo bolj posvetimo, pogovorimo, priporočamo to zdravilo. Je pa tukaj morda v vsakdanji praksi en problem, če damo to zdravilo v ambulantni obravnavi, pomeni ocenimo, da bolnik potrebuje zdravilo, ampak pa ne potrebuje zdravljenja v bolnišnici, je po odločitvi naše zavarovalnice takšno zdravilo potrebno plačati. In seveda to pri nekaterih bolnikih vzbudi neke dvome, nekateri pa čisto iz finančnih razlogov enostavno nimajo denarja, ne vzamejo in je to tudi problem, da bi potem imeli zdravilo, za katerega mi ocenimo, da bi koristilo. Kaj pa nosečnice in cepljenje proti gripi? Je zadeva združljiva? Ne samo združljiva, nosečnice so ena od skupin, za katere se cepljenje absolutno priporoča. Podtip oziroma tip virusa, ki je krožil v zadnjih letih,
znate to zgodbo prašičje gripa, to je ravno ta podtip virusa, ki je v naslednjih letih krožil. Zanje je značilno, da bistveno bolj okvari oziroma težje poteka pri nosečnicah in so nosečnice ena od skupin, za katere se priporoča cepljenje. In če uporabimo recimo ameriške podatke, nezaželeno, to so realni podatki, precepljenost nosečnic v Ameriki proti gripi je prav tako nekje okrog 70. To je realni podatki, 70% nosečnic, pri nas pa pravzaprav le posamezne. Žal. Torej, potrebno bo delati še na ozaveščanju javnosti, da se bomo pravočasno cepili proti gripi in preprečevali, da ne bo potrebno zdraviti. Točno tako. Zdaj, če ponovim stavek, ki ga v zadnjih dneh, v zadnjem tednu večkrat rečemo, spet se vračam na te starostnike, ki prihajajo, ko kar s težkim srcem sorodnikom poveš, ja, gripa, pa pljučnica, pa srčno popuščanje, veste, naredimo to, kar lahko, pa se bojimo, da se ne bo dobro išlo in žal se velikokrat ne izide dobro. Veliko takšnih bolnikov je v zadnjem tednu dveh umrlo v mariborski bolnici. Prepričani smo, da bi to število bilo manjše, če bi ti bolniki bili cepljeni. Tako da še enkrat polagam na srce vsem starostnikom oziroma njihovim sorodnikom. Se mi zdi, da je to skupina, ki je še najbolj izpostavljena težkemu poteku. Cepljenje za take osebe je absolutno priporočljivo in koristno. Tako, jaz upam, da bo te informacije in nasvete doseglo čim več naših gledalcev in gledalk. Dr. Baklan, vam se najlepše zahvaljujem za čas in za vso znanje, ki ste ga nocoj podelili z nami. Želim vam čim manj bolnikov obolelih za gripo in pa upam, da se še kdaj pridružite v našem studiu. Hvala lepa. Hvala vam. In že smo pri koncu naše prve oddaje Halo zdravnik, ki bo odslej na sporedu vsak četrtek ob 21. uri na televiziji NET. Nocoj sem v oddaji gostila namestnika predstojnice oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor, asistenta magistra Zvonka Baklana, doktorja medicine, specialista infektologa. Govorila sva o gripi in upam, da se ji bomo lahko v večini uspešno izognili. Tistim, ki pa vas je morebiti žal že položila v posteljo, pa seveda želimo čim prejšnje okrevanje. Vabljeni v našo družbo tudi prihodnji četrtek, ko bomo govorili o negi novorojenčka in dojenju, saj bomo goste povabila gospo primariko Andrejo Tekavc-Golob, doktorico medicine, specialistko pediatrije z oddelka za perinatologijo UKC Maribor. Ostanite zdravi in nasmejani. Srečno!